Oni nam bo še. Dober dan. Jaz upam, da se dobro slišimo, je vse? Dobro, odlično. Evo, bo jaz naredil najprej en kratek uvod v današnji pogovor. Seveda, to je fantastično, tega pa že dolgo nismo imeli tukaj, še posebej po tej koroni. Hvala vsakomur od vas in vsem skupaj, da ste se udeležili današnje debate, ki bo šla po načelu, tako kot so rekli, kakor je zapisala situacionistična internacionala s sedežem v Parizu v 60 letih prejšnjega stoletja, da ko skupščina, torej parlament, ko skupščina postane teater, takrat nastopi čas, da teatri postanejo ljudske skupščine. In v tem duhu vas prav lepo pozdravljam tukaj. Hvala. Zdaj tako. Družbena gibanja kot taka so ena fantastična stvar. Mislim, seveda tukaj ne govorim o, pohodu fašistov na Rim leta 1922. Govorim o družbenih gibanjih, katerih del smo mi, in ta gibanja so seveda tudi del nas. Govorim seveda o gibanjih, ki si prizadevajo za družbo, ki vključuje, družbo, ki je solidarna, ki je kar se da pravična, enakopravna in tako dalje, ki ima nek trajnostni razvoj zapisan v svojo družbeno genetiko. Tovrstna gibanja so pravzaprav kot neke take družbene avanture, nikoli ne veš, kaj vse se izplete ven iz njih. So kot neki eksperimenti, včasih imajo zelo negativne oziroma katastrofalne posledice. Recimo, tako imenovana arabska pomlad v Libiji, v Egiptu, Siriji, Jemnu in tako dalje. Bližje nam, geografsko, imamo pa takojšnje zelo pozitivne rezultate. To je bilo nazadnje, ko smo imeli nek družbeni nemir ali pač ljudi v tolikšnem številu na ulicah, je bilo za časa slovenske vstaje, leta 2012. In takrat je bil že znotraj same takratne vlade, tedanje druge Janševe vlade, toliko močen pritisk, da ta vlada implodira, ampak je bilo to civilno družbeno gibanje z vso svojo kreativnostjo, z vso svojo domišljijo, z vsem tem, vso to energijo, tisto, ki je pravzaprav odločujoče pripomoglo, da je ta vlada na koncu resnično implodirala vase. Zdaj, mi imamo spet družbeno gibanje, ta družbeni eksperiment v polnem zagonu, in jeseni se bodo stvari seveda še nadaljevale in še razvijale. Veliko je, jaz sam nisem prisoten na družbenih omrežjih, ampak pridejo do mene seveda vse te razprave, ki pač ljudje pričakujejo takojšnje rezultate. Eni so nihilisti, pa rečejo, dobro, nič ne bo iz tega, ali pa drugo, tretje, vsi bi pač neki, ne vem kaj, takoj. Kar se meni zdi pomembno poudariti, je to, da moramo pravzaprav preden razmišljamo o korakih, kam naj bi mi prišli, kaj naj bi s tem dosegli, kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno. Moramo predvsem imeti v vidu dve stvari, oziroma da ne bi posiljeval zdaj s tem, jaz imam dve stvari v vidu. Prva je ta, da nam celotna situacija družbena, ki jo imamo zdaj trenutno v Sloveniji, pravzaprav ponuja eno res izjemno priložnost. Ne glede na to, kako so stvari težke, negotove in tako naprej, je tukaj vendarle ena priložnost in govorim o tej vladi, ki absolutno nujno mora implodirati ali pasti tako ali drugače. Ker če mi pogledamo eno situacijo politično vezano za teh 30 let res kvazi demokracije, ki jo imamo v Sloveniji, imamo trenutnega premierja, ki je enkrat imel en polni mandat, niti dva zapored, recimo. V 30 letih 4 leta, to je zelo slab dosežek. Druga vlada mu je implodirala. Če mu tretja vlada implodira ali kako drugače pade, on zgubi tudi te politične botre, ki jih ima v regiji, ki v njega celo vlagajo nek denar ali pa zanj perejo denar, govorim konkretno seveda o denarju, ki prihaja iz Madžarske. Če to dosežemo, je on absolutno neuporaben za to višegrajsko četverico, za te svoje politične botre. Hkrati si bo civilna družba v medijih, pa tudi v kulturi, je takoj ob nastopu te vlade 13. marca se pojavil nek strah, pa tudi že prej, kaj bo pa zdaj, ko spet ta lik vlada, pa spet ta ekipa, pa Počivalšek, pa to bo neka čista katastrofa. In se strinjam. Ampak tukaj, če to zmagamo, če še enkrat zmagamo, pomeni, da smo opogumili tudi vse nas, celotno civilno družbo in pravzaprav njih ohromili na dolgi rok. To je moje globoko prepričanje, ki ni ideološko, je povsem pravzaprav logično. Druga stvar je pa ta,
In o tem se bomo danes pogovarjali, ko govorimo o sami naravi, ko govorimo o posegih, ki so zdaj zakonsko že utemeljeni, sprovedeni in je pred nami še veliko, veliko bitk po celi domovini pravzaprav. Ne? Tle pa mislim, da se moramo vsi skupaj zavedati, da kultura bo preživela, mediji bodo preživeli te napade, kultura, šikaniranje in tako dalje, ampak težko je odbetonirati neko reko. Če mi ne zaustavimo nekih stvari, ne, bo jih težko, skoraj da praktično nemogoče, vrniti v prejšnje obstoječe stanje. Ne. In tukaj moramo se zavedati, in o tem bo danes pravzaprav govora, o strategijah, o tem, kaj pravzaprav mi mislimo, če rečemo, da narave ne damo. To je všečen slogan, ampak kaj mi s tem mislimo, kako je ne bomo dali, dokje smo pripravljeni iti. Ne. Z nami je danes Rok Rozman, ki ga vsi poznate in definitivno, mislim jasno, ne bi bili tukaj seveda, ne. Ki ga v prvi vrsti javnost širša je spoznala kot kajakaša, športnika v veslanju, ki je zastopal barve naše domovine na mednarodnih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih in v Pekingu leta 2009. 8. Aha, pa sem tudi to narobe tam napisal. 2008. Skratka, samo trenutek. Suha usta. Je pa tudi človek, ne, ki je soustanovitelj Zavoda za promocijo vodnih ekosistemov, Leeway Collective, je sopobudnik oziroma pobudnik naravovarstvene kampanje Balkan River Defense in tako naprej. Jaz mu bom omogočil, da seveda s prvim že vprašanjem, da se tudi on sam veliko bolje predstavi. Zakaj je pa danes tukaj? Zaradi tega, ker je v zadnjem času, v zadnjih tednih, v zadnjih mesecih eden od bolj izpostavljenih posameznic oziroma posameznikov, kar se tiče opozarjanja in osveščanja javnosti na nevarnosti, ki pretijo naravi, kot jo imamo pač tukaj. In predtem seveda tudi širše. Rok, pozdravljen, en aplavz, prosim. A rabim jaz tudi stati, lahko sedim? Ne, jaz sem to sam, razumeš, ti lahko, kar nekomat. Super. Glej, si hotel kaj reči? Ne, da rad sedim. Ok. To, da je nekdo ljubitelj narave, ne, in hkrati tudi angažiran kot okoljevarstvenik, recimo, oziroma zaščitnik narave, ne, to dvoje nekako, da to dvoje paše skupaj, se prepleta, je pravzaprav na nek način samoumevno, ne. Ampak eno pride pred drugim. Ne. Mene zdaj zanimajo okoliščine, ki so tebe privedle do tega, da si ti od ljubitelja in poznavalca v končni fazi narave, ne, ker Rok je biolog, je ornitolog in tako naprej, okoliščine, ki so te pravzaprav privedle do tega, da si se začel zelo aktivno angažirati za, recimo, zaščito in varovanje narave, za promocijo neokrnjene narave, okoliščine, ki so te v končni fazi privedle do dan danes, ko si zelo, zelo izpostavljen v Sloveniji. Ja, to je, danes je ta scena varovanja narave, pa to skozi neke outdoor športe že mogoče malo neka hipster varianta, ne. Da daš temu, da se mečeš čez slap ali pa, ne vem, z bajkam, ne vem, čez kakšen drop, neko vsebino, ne. Jaz tega nikoli v bistvu nisem maral in sem v bistvu vprašal doma mami, kje se je to začelo, ker vem, da sem od majhnega so me iskali za bajto, kje sem in je rekla, da so me dobili enkrat pri 3-4 letih. To mu govorili, evo. Hvala. So me dobili, niso me najdeli okoli bajte in pa so me le dobili, ker se nisem odzval na žvižge od fotra, da sem se v luši igral z deževnikama, ne. In mislim, da se je tam ta moment zgodil. Meni niso rekli, kva pa delaš, fuj, to je pa grdo, ampak so rekli, lej, odigraj se do konca s tem deževnikom, pa prid gor jesti, ne. Po moje se je tam to začelo in v bistvu, ko mi je povedala, sem se celo spomnil, ker se še danes kdaj z deževniki igram, pa me imajo malo za čudaka. In tako se po moje, dobro, pustimo zdaj to, da sem bil ful rad, sem se gibal, pa so me dali pri 4 letih v hokej, kar je super poteza, od staršev priporočam mladim staršem, če nam ne morete dati pod kontrolo otrok, dajte jih v hokej, ker tam se bojo zjagali, prideš dan, padeš dol. In tam sem v bistvu videl, da je telo orodje, a ne? Da ti nimaš telo sam za sedeti, čeprav rad zdaj sedim, ampak da skačeš okoli in tako spoznavaš svoje telo pa naravo, svojega telesa in skozi to lahko spoznavaš naravo tega planeta. In potem sem to nekako združil, plezal po drevesih, počel, kar sem počel.
Ampak me skozi malo motil, da je hokej pa not v dvorana, ne. Mi smo zmer, kjer Blašanca šli na Blejski jezer, dokler je zmrzno špilat hokej tja, ne. Pa je pak padel, kdaj tudi v let, pa smo tudi mi kdaj, mislim v vodo, pa tudi mi kdaj, ampak se zdi, da je to ta moment, da moraš imeti to neko relacijo z naravo, ki jo pojdu delaš s tem, da greš v neke outdoor športe, če hočeš. In je to vzgib, ki ti poj omogoča, da se pa mečeš na glavo po noč pa po dnevu na polno, čeprav te kdo kdaj praša, čakamo, zakaj pa ti to počneš, ne. In mislim, da je še danes, jaz vem zdaj zadnjih teh 2 mesecev, meseca pa pol, ne. Jaz na mesecu pa pol enostavno nisem v časa nič drugega, kot biti na računalniku, pa na telefonih, pa se furat med Kobaridom pa Ljubljano. In dobro, da me ta vikend uspel se zjagati, ker če ne vem, ali bi se mi zmešali ali pa bi zbolel, ne. Tako da to me v bistvu, ne samo mene, po moje vse, ki to počnejo, na nek način fila daje zagon, brez da bi poznal naravo, jo jaz ne bi branil, ne. Zato pa nabranim, ne vem česa, parkingov pred shopping centri, ker jih ne poznam, ne. Pa pač raj branim drevo pa reko. Da smo na jasnem, zdaj bom postavil eno vprašanje, vsi vemo odgovor na to, ne? Ampak v vidu tega, da bodo mogoče ljudje tudi jeseni gledali ta posnetek, ko se bodo spet kuhale in ulične demonstracije in delale nove avtonomne recimo akcije, konkretno tudi zavarovanje narave, ne? Kaj točno preti, kje smo mi zdaj, ne? Zakonsko jim je uspelo v teh 2 paketih protikoronskih, dobro, v 3, v drugem pa v 3 speljati skozi veliko stvari. Tukaj se ustvarja nek vtis, da pač so trn v peti samo okoljevarstvene organizacije, Vizjak se zdaj celo s tabo poimensko že ukvarja prek časnika Delo in tako dalje, ampak kaj je pravzaprav to, kar so v zadnjih mesecih sprejeli in kako, do katere mere to ogroža pač naše okolje, našo naravo, o čem mi pravzaprav tukaj zares govorimo? Jaz mislim, da to najlažje opišeš kot to, da gre za vojno dobičkarstvo, ne. Če smo se prej okoli teh mask lomili pa uporabljali to besedno zvezo na polno, dobro, saj je bila katastrofa tudi tam, pa se govori o 8 milijonih, makle pri naravi govorimo o 14 milijardah, ne. Pa pustimo te milijarde, se denarja ne moramo jesti, tule se gre za naše zdravje, ker to pač direktno vpliva na naše zdravje. In ja, problem se je pojavil zartikulirati vse, kaj se je zgodilo v temu aprilu v bistvu, ne. Tisti 42. člen drugega protikorona paketa, pa podčleni tega člena, ne. To se zgubi vsak, ki ni pravnik, se v tem zgubi, ne. Tam so v bistvu zaštartali to zgodbo, da se v bistvu spremeni gradbeno zakonodajo, istočasno pa pritisne na nevladnike, ampak bolj zdaj tako zelo dobro izpadali, v bistvu z namenom, da se malo tematiko preusmeri, ne. Lažje se greš populizem skozi to, da rečeš, da so nevladniki neke pijavke na proračunskem denarju in to furaš skozi svoje medije in pač na ta način očrniš neko skupino ljudi, ki dela dobro, ampak tudi mora od nečesa živeti, ne. V bistvu se gre bolj kot ne za spremembo gradbene zakonodaje, da oni sami sebi omogočijo speljati to, kar prej niso mogli, ker niso bili na oblasti. In to se je pol pokazalo tudi v tem amandmaju na zakon o ohranjanju narave. Tam so pač spremenili kriterije za nevladne organizacije, ki so lahko stranke v postopkih in so v bistvu na ta način umaknili tožnika, ne. Te organizacije so v bistvu edine, kako bi rekel, nevladna telesa, ki lahko opozorijo na nepravilnosti v postopkih in na koncu sodišče odloči, ali bo ta projekt ali ne. In meni se zdi ful zgovorno, v zadnjih 5 letih je 122 takih projektov bilo ustavljenih zaradi ilegalnosti, ne. Te ljudje so v bistvu svoj čas pa tudi varnost zastavili zato, da so opozorili, kva gre narobe, ker drugače ne bi noben drug tega naredil, ne. Zdaj so v bistvu tožnika umaknili s tem, okej. Pol je pa še ta 3. protikorona paket, kjer je v bistvu sam podaljšal 2. protikorona paket, ki bi bil prej v veljavi dober mesec. Zdaj pa, če ne pade na ustavnem sodišču, bo v veljavi do konca leta 2021 in v bistvu povzroča samo to, da lahko oni začnejo trenutno graditi brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Se pravi, če ti češ narediti nadstrešek pred bajto, se v šlomu 2 leta ali ne vem koliko let, da boš dobil papirje, v vizijah pa lahko vrže stotine milijonov v neke projekte, ki so okoljsko sporni, nevarni za zdravje, pa tudi nimajo ustrezne dokumentacije. In to je glaven problem, ker so se pa oni tudi lotili tega sistemsko. Ne. Jaz sem se dosti gibal v državah, recimo v Albaniji smo precej pomagali domačinom reke reševati, pa v Bosni in Hercegovini, tudi v Peruju. Tam smo zmeraj imeli te države, to je pa noro, to je pa res mafijska posla. Tam so se ukvarjali s 3-4 projekti, mi smo pa zdaj sistemsko omogočali, da gre to čez. In to je alarmantno, je prešloh beseda, no. To je zlovešče, šokantno, ako ne rečem. In to v bistvu zdaj odpira vrata kapitalu, da pobere, kar je od vseh, pa istočasno ogrozi naše zdravje. In tukaj mislim, da se moramo vsi malo pa zbuditi s spanca. No, se družba, po mojem, je na tej poti. Ne? Ti si bil, oziroma vi ste bili, ker nisi sam, ne, že pobudniki in sodelujoči v nekaterih akcijah. Ne? Poleg tega protesta nevladnikov pred samim državnim zborom, veš kaj, to mi povej, tako ko zdaj naslavljaš nas, ne? Oziroma pač publiko tukaj, ne? Si imel priložnost nasloviti tudi ljudi na parlamentarnem odboru. Ne? Kako so sprejeli te? Kak občutek ste to dobil? Jaz se da vem, ko bi rekel. Kada bi govoril steno na en stran. Saj je bilo par tam ljudi, ki so v bistvu prisluhnili tistem par minutam, ki ti dajo šanso, da poveš svoje mnenje. Tam sem v bistvu zgubil vso prepričanje v demokracijo v tej državi. Ti prideš na sejo kot gost, ne? In ta dotična seja je trajala 7 ur. Ti imaš pa priložnost 10 do 15 minut govoriti na začetku, pol pa poslovnik ti onemogoča se odzvati na replike ali pa na razprave ostalih. Se pravi, jaz sem se predstavil, to je meni izgledalo, da enega psa, ki je malo jezen, zaprl v kletko, ki ga sicer noben ne upa, kaj prav do njega iti, sicer ki je izven kletke, pa ga pa zapreš v kletko, pa vsi nanj ga lajajo, pa van ga mečejo, kar pride pod roke. In tako nekako je bilo teh 7 ur, tisti nagovor, ki sem ga mu, pač sem probal iti na neka čustva, ampak mogoče je bilo malo preveč abstraktno za ljudi, ki tam sedijo. No. Mislim, da tam jim rečeš, da se spostavi za naravo, pa se večina tam smeji pa nasmiha, ker je to za njih čisto preveč metafizično, kako naj rečem, sem že po 2 minutah govora videl, da to ne bo imel kaj dosti vpliva. Ne. In na koncu smo se tam 7 ur, so se 7 ur lomili, kaj pa predsedujoči odprl glasovanje, so bili pa kar roboti. No. Jaz sem v to srečo, da sem sedel za večino in jim gledal čez rame. Se po 1 ur se pač vidiš, da nimaš kaj, da je bolj, da uživaš v teatru, uživaš, ga opazuješ. In tisto glasovanje traja, po mojem občutku, neke pol minute, imajo šanse se odločiti. Ne? Oni so dobesedno, preden je majster pritisnil, da se odpre ta glasovanje, so imeli že prste tam, kjer so pritisnili. In to se je zgodilo v roku sekunde, maksimalno 2. In je bilo boleče to videti, da se ti tam lomaš, riskiraš, daješ glavo na tnalo, na koncu pa se s tem čisto robotsko odreagira. Predtem je stalo par 100 ljudi na dežju, ki so prišli iz cele Slovenije izraziti svoje mnenje, oni so pa odzdeli kot graščaki. Se je tudi slišali, nas niso, po moje, ki imajo fajn izolirana okna. Tako da ta moment je bil, mi dal misliti, no, fajn je delati take akcije, itak, oni so dobili 11.000 mailov. To je bil vrhunc te seje, je bilo videti te poslance in poslanke, ki so v unih 7 urah, se ne vejo, kaj bi sami s sabo tam, so se za glavo držali, pa takole po 2 ure skupaj klikali delete. Jaz ne vem, ne znajo označiti koment A je, da izbereš vse, pa zbrišeš. Ampak verjetno je bilo vmes med temi 11.000 maili, ki so jih dobili tudi kakšen, ki so ga oni rabili prebrati. Tako da v bistvu ta akcija se je izkazala ful uporabna. Dobesedno oni en teden niso mogli delati slabih reči, ker se niso mogli dokopati do teh mailov. Ne vem, a je mu kdaj kdo 11.000 neodgovorjenih mailov. Zdaj pa najti tam enega. Tako da
to je dosti simpel način, da se jih pa le malo dotaknemo. No? Se to, kar pove, kako ste sploh si oziroma ste prišli na to idejo, kako je bila izvedena? No? To smo mi naredili enkrat že v Albaniji, smo pošiljali premijeju, pa mislim, da je 3 tedne predtem se jim je v Avstriji zgodila enaka taka tragedija. Tam pod Zeldnam, ki je to smučišče slavno, teče reka Ec, ki je ena najbolj odbitih rek v Evropi v smislu brzic, ne samo za veselo, tudi za id gledati, kako to nori. In so se lotili graditi jez, ki so v bistvu vsi proti in so izkoristili korona krizo, da noben ni mogel protestirati in so prelekali tja buldožerje in so ta klapa, ker smo na vezi, ker smo skupaj naredili tudi neko fundacijo Free Rivers Fund, kjer zbiramo denar posameznikov ali pa organizacij in tako podpiramo mini organizacije po celem svetu. Da v bistvu imajo denar za narediti, ne vem, banerje, da imajo denar za bencin, da pridejo do lokacije, kaj kdaj daleč v hribih. In oni so začeli pošiljati maile tem občinarjem. In sem bil na vezi z njimi in sem rekel, mi bomo naredili popolnoma isto. Ne? In me je pa presenetilo, ne, Slovenija vse ni ogromna dežela, 11.000 mailov v 4 dneh je kar, ne. Tako da hvala vsem, ki so tako odreagirali. Ker prej so mi rekli, da je bil rekord 2000 mailov v enem mesecu, taka podobna akcija. In to je mene zbudilo, sem rekel, v bistvu je ureden početi, kar počnemo ali pa počnemo, zato ker Slovence pa res zna edin za res skupaj spraviti, ne edin, med drugim, narava. Ne. Na to smo pa res ponosni, pa čutimo, da jo rabimo. Ne. Ker jaz vem, da vse je treba iti tja, pa poklikati, pa napisati nekaj. Bomo še kdaj to naredili. Imam že eno idejo, danes sem jo dobil, kako bi lahko spet. Da. Bom jim poj povedal. Sej ob bok temu, ne spomnimo na akcijo, to je resnično res, kar govoriš, ne, zaradi tega, ker je bilo 2015 ali 2016 je skupina, oziroma ne, iniciativa posameznikov za Slovenijo in svobodo. Zveni precej desno, ampak ne, šlo je za... jaz živim pri Vrhovnem sodišču in sem gledal te plakate takrat, ko je bila ta Patria, tako da zato je bil ta komentar. Ne. Ampak je šlo pravzaprav za civilno-družbeno inicijativo z namenom zbiranja podpisov, da se pravica do pitne vode, ne, zapiše v ustavo. Ne. In je to tudi uspelo v 28 dneh tej inicijativi omenjeni zbrati več kot 40.000 podpisov. Ne. So stvari, pri katerih se resnično ljudje angažirajo. Če smem tukaj samo eno stvar dodati, ne, ker bi rad vseeno, da razmišljamo tudi malo širše, v širših nekih okvirih. Ne samo pri nas, narava nasplošno je nekaj, kar res združuje ljudi po vsem svetu, v zelo prodorne, tehtne in velikokrat zelo težke misije, skoraj da misije nemogoče, od Filipinov do Srednje Amerike, do Indije, Vzhodne Afrike in tako dalje. Jaz sem vojni novinar. Nas umre na leto od 50 do 100 na vojnah, naravovarstvenikov pa umre tam med 150 do 200. In to ne na enem protestu, kjer pridejo policisti v Filipinih ali pa v Nikaragvi in jih pobijajo na ducate, ampak so ponavadi pobiti tisti, ki so vodilni predstavniki, ki so najbolj aktivni, najbolj izpostavljeni in tako naprej. Lani je bilo ubitih 50 novinarjev, po drugi strani pa mislim, da čez 160 okoljevarstvenikov. Leto prej zelo podobna številka, ne? Tako da to so stvari, ki jih moramo tudi mi imeti na umu, ko razmišljamo o zadevah pač pri nas. Ne? Smo del nekega globalnega boja, ki mora biti ni toliko prepoznan, da bi bil toliko povezan. Ne? Ti imaš kompanjone vse povsod, ne? Ampak govorim o splošnem nekem prepričanju. Ne pravim, da branimo samo vsak svoj vrtiček, ne? Ampak mislim, da raste ta neka zavest in z njo tudi gibanje, ne? Da pač moramo bodočim generacijam pač vendarle zapustiti nek dostojen svet oziroma sploh svet. Ne? In to ni mišljeno pokroviteljsko in tudi ne more biti, ker imamo zdaj mlade za podnebno pravičnost, pravzaprav vse povsod. Bilo je tudi super biti, kdaj je bil septembra, ne zadnje ali oktobra, sploh se ne spomnim. Čudovit protest 6000 mladih in njihovi transparenti, ki so jih oni naredili,
so odsevali seveda tudi tukaj neko razredno zavest in neko solidarnost in tako dalje, ker eno ne gre brez drugega. Ne. Danes si prišel v Ljubljano že ob 4 oziroma pred 4. uro, imel si sestanek na Metelkovi, na Picu, ne? To je pravno-informacijski center. Pa bom kar tebi prepustil, ni nobena potreba po nekem vprašanju, o čem ste se pogovarjali, da se znanimo ljudi. Ja, Pic nam je dal sam plac, hvala, da smo bili lahko tam, ker nismo vedeli, da vdeša ne bo. Ampak v bistvu smo mi imeli plan za letos, pri Balkan River Defense naredimo vsak let Balkan River Tour, ne. To veslaško akcijo, ki je v bistvu se porodila z namenom, da lokalcem damo glas v teh prelepih, ampak zakotnih dolinah in je dobro uspel, mi pridemo tja s temi pisanimi kajaki iz celega sveta in pol prnorijo za nami te kamere in ko hočejo izjavo od nas, se mi umaknemo pa damo lokalcu šanso, da pove tako, kot mi nikdar ne povedali. In smo se odločili, da bomo pač te ture delali še naprej in za letos je bila ideja za 5. tur, da bi veslali Savo od Bohinja pa od Kranjske gore, ki ima 2 kraka, do Beograda. Da bi povezali vse države v porečju Save, da bi naredili nek res moment, da pokažemo, da ta reka ni toliko uničena, kakor nam hoče povedati, da v bistvu je tista, ki nam lahko pomaga se prilagoditi na podnebne spremembe itd. In je to padalo v vodo zaradi te korona krize. Imeli smo pa v bistvu vso to infrastrukturo v smislu interaktivne karte pa povezav prištimano. In ko se je odvil, kar se je odvil tukaj v Sloveniji, na koncu na srečo, da smo mogli ostati doma, kvap meni pomagali, da bi videl, kakle vizija knuriča pes tamle v enih močvirjih po Srbiji se je lovil, pa ne vedel, kje sem, tako da še dobro, da smo ostali doma. In ko smo zdaj videli, ko se je vse odvil, smo rekli, čakaj malo, mi moramo zdaj narediti neko sceno, da bo folk pa mu šanso sodelovati pri tem, ne samo opazovati in sodelovati več s tem, da klikne like na Facebooku ali pa prebere novico v Cajtangu ali pa na spletni strani, da pride sam nekam in nekaj naredi, pa ne nujno pred parlamentom. In smo prišli na idejo, da bi v enem dnevu prehodili, preveslali, prekolesarili pa preplavali Savo od Bohinja pa od Kranjske gore do meje s Hrvaško, pa povabili poje Hrvate, da nadaljujejo. In smo zdaj v bistvu v 4-5 dneh staknili glave in smo pred 1 uro prišli do tega, da bomo pa naredili to akcijo. Celo ime smo ji dali Za naravo ob Savo. In v bistvu je tukaj najbolj pomemben moment ta, da mi ne bomo šli početi, kar bomo počeli samo za Savo, ampak bo Sava nek linearen objekt v naši krajini, kjer je zelo prerok za večino Slovenije, da pride tja in da se tam združimo in upozorimo kot prvo na to, koliko nas je, ker nam je mar za naravo, za naše zdravje, pa za to, kva bomo pustili ostalim, pa da ustvarimo neko zdravo bazo ljudi, ki bodo pol v lokalnih okoljih delali take manjše akcije, ki so še bolj fokusirane. Ker jaz sem videl večkrat in po jugu in v Sloveniji, da so ljudje začeli dali glavo na tnalo in bili zelo hitro prestrašeni, ker so jim na tak ali pa drugačen način začeli groziti. In tudi jaz vem že iz hokeja, če se greš izpostaviti nasprotni ekipi, ponavadi nadaš sam glavo čez boks, ampak so še 3 kolege zraven, nekaj manj boli čez tepen v družbi. Jaz upam, da tukaj ne bo noben tepen, ampak sporočilo tega je, da bomo mi s tem, da bomo šli hoditi, plavati, kolesariti, veslati, naredili neko okolje ali pa nek prostor, kjer se bo več ljudi počutilo udobno, pa videlo, da borci za naravo niso neki blazneži, ki bi šli radi nazaj v jame živeti, pa s kresilom ogenj netati vsak večer, ampak so to čisteni v redu običajni ljudje, ki imajo doma tudi štrom, pa tudi si naredijo za jesti normalen, pa tudi kdaj televizijo pogledajo in da imamo čist neke zahteve, ki so zelo, ko bi temu rekel, normalne. Vse niso radikalne zadeve, da hočemo naravo ohraniti. To bi mogli biti čisto običajno. Zato tudi namaram, da imajo mene za aktivista. Za kva za aktivista? Sem aktivist, če bi rad pil vodo pitno. To po moje je čist neka osnovna pravica posameznika.
In zato bomo naredili to akcijo, tudi za datum smo se zmenili, to bo sobota 27. juni, a ne? Prištimali smo že neko interaktivno mapo, kjer bo cel tok Save razdeljen na 25 odsekov in bomo že zdaj začeli iskati koordinatorje za te odseke. To ne bo po konceptu te vladajoče opcije, da je en veliki vodja, ki komandira druge, ampak bomo pokazali, da se znamo samo organizirati in bomo pač povabili ljudi, da postanejo koordinatorji teh odsekov, če pač živijo v bližini pa poznajo tisti del Save, in bo določena točka, kjer se bo začel pa nehal hoditi in se bo kontaktirali to osebo, ki bo koordinator, in se boste tam dobili, šli na špancir, pokazali transparente, vmes pobrali še kakšno smet. Smeti bomo na koncu dali na en kup, pa poj verjetno stresali, kele se še nismo zmenili, ali pred MOP ali pred parlament, pa ne jih oni preberejo, kam gre flaška, kam bo lupak. In v bistvu je bistveno kle to, da zdaj smo v fazi formiranja 3 zahtev. A ne, delati te akcije, saj fajn se lepo imeti pa povedati mnenje, ampak na koncu je bistveno dati zahtevo, ki je kot prvo dobro argumentirana, pa v bistvu izvedljiva istočasno. A ne. In za ta namen moraš pač malo preštudirati, kva boš rekel, pa kako boš rekel. In mislim, da bomo v kratkem imeli te zahteve, nekaj jih že imamo, in bojo take, da v bistvu bo vsak sam se lahko odločil, ali podpira tako zahtevo ali ne, in s tem izrazil podporo. Bomo najavili dogodek, pa vse informacije to nedeljo ob 9. zvečer, lahko da 15 čez, ker ponavadi malo zamudimo. Tako da boste imeli cajta dobra 2 tedna, da se vse to odvije, pol pa gremo za Savo, pa pokažemo, koliko nas je, pa če bo vse prav, bomo najdeli celo en travank prsav, da se na koncu zvečer vsi podružimo, poveselimo in v bistvu odbijemo to negativo, pa to neke napade na osebni ravni, na ravni družbe, s tem, da pokažemo, da bomo s pozitivo pač. Zakaj bi se ukvarjal z njimi, a ne? Pa z njihovo temo, če je lepš, mislim, to je zdaj spet malo modrovanje, ampak temo v bistvu preženeš sam z lučjo, a ne? Pa sploh jo ne preženeš, sam luč prežgeš, pa tema nima več placa tam biti, a ne? In to bo ena taka šansa, to ne bo nek ultraradikalen event, to bo za družine z mladimi otroki, pa za vse ostale, tudi za starejše. Mogoče bo tudi Martin Strel plaval. Bo mogoče to gleda, Martin, če to gleda, ga vabim, da pride plavati. Ne, lepo povedano, vsekakor, ker se to, deloma si že odgovoril na to vprašanje. To je nekaj pravzaprav, kar ne da že takoj ta trenutek odpiram neko javno debato, ampak zelo kmalu pano. Dajte mogoče samo še 2 vprašanjimi. Ampak je to, gre pa za eno pomembno stvar, ki si jo zdaj odprl. Namreč, ko se gre za to, da hočejo sprejeti oziroma spremeniti določeno zakonodajo, ne? Seveda se naslavlja takrat inštitucije, kjer se to dogaja, ne? Torej parlament, dotična ministrstva in tako naprej, mora biti sedeži strank. No? Ko je pa to enkrat sprejeto, ne? Je pa nujno potrebno ta boj razpršiti. Ne? Ta boj absolutno takoj postane težji. Ne? Ampak to, če jaz nekako prav razumem, ali pa si upam misliti, je to uvod v neki, kar bo še na koncu, pravzaprav kar se bo še razvijalo. Ti si na nek način to tudi že nekako sam namignil. Pustimo, naj se te debate razvijajo čez poletje in tako naprej. Ne? Dobro je vedeti pravzaprav, kaj bo zdaj sledilo. Ne? Sile, teme, ono. Dobro, ne bom jaz zdaj pesniški tukaj, ampak vemo iz prejšnjih kampanj, ne različnih akcij ali pa recimo slovenskih vstaj, govorimo o kampanjah. Jaz sem bil zelo aktiven v kampanji proti vstopu Slovenije v zvezo NATO. Ne. Takrat seveda se to prekrivalo tudi z vojno v Afganistanu in z vojno v Iraku. In vsi vemo, kako dobro se je to končalo. Ne. Pravzaprav se še ni. Ne. Tako da, kar bo sledilo, kar morda že prihaja do tega, je to seveda, da bodo poskušali to gibanje diskreditirati. Najprej posameznike, ki ste najbolj izpostavljeni v tem gibanju, ti že doživljaš neke napade, ne?
Potem, kar sledi, bodo seveda te oznake. Ne? Nas so imenovali na začetku antiglobalisti, pa NATO skeptiki, pa euroskeptiki, pa levičarski skrajneži. Mene osebno anarho-islamist, ono, kar je fenomenalno. Dobro, okej, ne? Ampak do tega prihaja te diskreditacije in ne govorim o onem madžarskem mediju. Jaz govorim o frazah, o floskulah, o pojmih, ki jih oni konstantno ponavljajo, dokler te pojme ne sprejmejo glavni mediji. In to se vedno dogaja, to se povsod dogaja, ne? Tako da to bo sledilo zdaj. Ne? Počivalšek je baje že rekel ekoteroristi. Ja, no sej glej, v končni fazi, če ne bo šlo drugače, tudi prav, lepo, da nam dajo ideje, ampak diskreditacije bojo, ne? V končni fazi potem se bodo pa pojavila tudi neka ekološka gibanja, ki bodo absolutno nastopila proti vam. Tako imenovana ekološka gibanja. Te delitve so recimo, kar se tiče desni politični pol, ustvarili že, ko je bilo treba razdeliti ali pa ustvariti v javnosti privid ideološkosti oziroma politične organiziranosti sindikatov. To je bilo 2004 v Sloveniji. Potem seveda obstaja društvo novinarjev, pa mora obstajati skrajno desno društvo novinarjev in tako dalje. Ne? Razmišljaš kaj o teh stvareh? Se pripravljate tudi na to, kar prihaja? Oziroma, koliko tega je že prišlo do zdaj? Ja, itak se to odvija. V bistvu se je začelo odvijati, čim smo mi se izpostavili vsi skupaj. To so te neki dvojni standardi. Oni nekaj lahko, mi nekaj ne smemo. V bistvu je prišlo zdaj v zadnjem tednu do tega, da karkoli jaz naredim je narobe, kar mi je tako jasno in je celo fajn, da tako dojemajo. Ampak tule se mi zdi, da je majčken specifičen to, da se postaviš za naravo. Se zdi, da sistem še bolj skrbi, kot vse ostalo, ker se zavedajo, kakšen moment mobilizacije ima ta nek vzgib, pa istočasno se zavedajo, da kapital pri naravi lahko največ pograpa. Tudi zato postajajo agresivni, tudi zato po svetu pobijajo pač borce za naravo enega za drugim, kar je tragično. Jaz sem to tudi mu priložnost doživeti, ker so v Peruju prijatelja tega Avstralca, ki smo skupaj začeli reke reševati, najboljšega prijatelja domačina, po dobrih 2 mesecih akcije pred hišo ustrelili s 6 streli. Javil se je tako, je to izvedel, se je usedel za 2 leti, pa je bilo to to. Jaz mislim, da je vse skupaj sam znak, da v bistvu mi delamo nekaj dobro. Če se oni upajo toliko agresivno odreagirati, to sam pomeni, da pritiskamo na prave točke. Zdaj pa sam ta moment, kako to narediti, tako itak nas bojo diskreditirali na vsakem nivoju. Ampak moj oseben namen je biti konstruktiven. Jaz nisem en, ki bi vse skupaj rušil. Bom pa vedno povedal, če je nekaj narobe, zelo odločno, da je narobe. Ampak če bojo pa rekli enkrat, da pa dajo nek predlog ven, ki pa ne bo toliko zelo slab, bom pa tudi fair povedal, da to pa ni slab predlog, pa ga bom podprl celo, če bo res dober. Klej zdaj samo ta moment, kako nekako iti čez to, da bi nasedali tem klevetam. Zdaj, če bom jaz začel na vsako to kleveto reagirati, ne bom mu časa nič zares početi, se to je neka taktika. To je tudi v hokeju taka taktika. Če imaš ti boljšega drsalca za nasprotnika, ga pač skozi v ledvica štokaš, da ne more drsati, da se s tabo daje namesto, da bi drsal. Tako da delno bom že zadeve demantiral, zato ker se mi zdijo pač zelo take prosojne. Delno bomo pa pač mi pičili naprej svojo zgodbo. Sej tudi, če nevladnike totalno onemogočijo, se s tem niso onemogočili boja za naravo. Jaz se nikdar nisem mu za nevladnika, nikdar nisem mu niti želje biti nevladnik, ampak v tem sistemu pač ne moreš biti drugega. Razen, če bom zdaj kandidiral za to službo sekretarja od Vizjaka, ki je razpisal par dni nazaj. Zakaj tega ne narediš? Ne, se to bi mogoče maile lahko poslali, mogoče vsi mu pošljemo maile, če bi... Jaz si tako predstavljam, če je on Štromar, pa minister za okolje in prostor, jaz sem biolog, mogoče bi pa jaz lahko sekretar na tem ministrstvu.
mogoče po tej logiki. Ampak glede te nevladniške scene, a ne, pač oni so zastavili tako sistem, da moraš biti nevladnik pa uporabljati orodja tega sistema, da počneš, kar počneš, a ne, nismo se to mi izmislili. Je pa bilo za pričakovati, da bojo pač zlili gnojnico glih po nevladnikih, a ne. In na to jaz se ne bom prav preveč sekiral, povedal bom svoje in to je to. In pol šel naprej, hočem pa samo to povedati, a ne, če te pravno onemogočijo, pravno formalno, a ne. Se še zmeraj lahko usedeš na tla, tako kot smo se pred MOP, a ne. Pač nas je bilo 10, 15, tam smo bili samo 4, če nas bo pa 2000, pa pač ne vem, ki imajo marice za 2000 ljudi odpeljati v postajo. Akcijo, o kateri govori, poznate, ne? Dobro, ok. Mislim, če sem čist iskren, je to celo precej lažje početi, ne. Jaz sem ta dan, ko smo mi tam sedeli, edini dan zares počil, ne. Ker nisem bil skozi na telefonu pa na mailu. Tam sem sedel zjutraj, lepo je sonček gor prišel. Celo zgovarjali smo se z ljudmi, ki so hodili na to službo, uslužbenci so nam celo izkazali podporo. Nobenega nismo ovirali. Gospa čistilka nam je ponudila kavo, pa poj policaji niso bili za to, da bi nam kavo prinesla. Tako da ne vem, mislim, jaz sem za to, da se do konca izkoristi vzvode demokratične države in mislim, da smo več ali manj jih že, začakamo samo še na odločitev ustavnega sodišča. Pol so nam pa pač pripravili teren, da gremo v direktne akcije, ne. Ker tako je, ne, tako kot si že rekel v uvodu, če pride enkrat buldožer kele za Savo ali pa če enkrat pridejo žage tamle na Pokljuko pa do tal požagajo vse, ja kva bomo sadili poj neke smreke Severne Amerike pa rekali, vzamemo pa spet gmajno. To so nepovratne zadeve, ne? Zato se jih splača ustaviti, dokler se le da. Edini ta moment je, da pač je treba kle zbrati neko maso ljudi, pa zavedati se tega momenta. Ne? To je bilo tudi, kle, ko smo se usedeli pred MOP. A ste naredili prekršek, a ga niste, a ne vem kva. Ja, na koncu smo ga, a ne? Ker nismo upoštevali ukaza policista, čeprav je bil slabo argumentiran. Ampak to je tako nekako, če bo moja punca kdaj noseča, a ne, pa če se bo mudil v porodnišnico, ja, jaz ga bom gonil, kar bo dala, ne, pa tudi češ kakšno rdečo bom šel. Pa s tem ne bom naredil nič narobe, kršil bom pravilo, ampak naredil prav za dobro nekoga, ki to ne more narediti, ne. In tako, kot sem že rekel, še kdaj se bom usedel na tla, z velikim veseljem. Pa mogoče, sej fleten, no, če bi kdo prišel zraven, ni tako grozen, no. Tudi policaji so, če jih snemaš, čist prijazni. Mislim, da razbijemo ta njihov mit o ekoterorizmu in tako dalje. Lahko citiramo na te točke Gandija. Gandhi je bil zelo jasen. Mislim, naša moralna dolžnost je kršiti nepravične zakone. Mislim, sem pravilno to prevedel. No? Da, enostavno moramo priti do te točke, da postanemo zelo moteči, pa da postanemo na nek način premeteni, ko se ukvarjamo z njimi. Ne? Mi moramo postati res moteči za njih. In povedal sem 2 stvari iz anti-NATO kampanje. Jaz sem hodil na FDV, glede na to, da je od tega minilo zdaj 17 let in koliko lahko mirno govorimo tam javno. Sem hodil takrat na FDV in so imeli namen in tudi so nam pripeljali na FDV nekega PR-ovca ali whatever, nekega človeka iz zveze NATO, ne, da bo 1 leto pred našim referendumom o vstopu v to Severnoatlantsko zavezništvo na FDV-ju, na avtonomni, skratka, univerzi oziroma fakulteti, govoril nam o tem, zakaj je treba iti v vojno v Iraku še, pa zakaj je treba iti v NATO. Ne. In smo mi pač par nas čez noč, preden je on naslednji dan zjutraj prišel, so dobili in po noči ono celoten faks z vseh strani, da ga nikjer niso mogli pripeljati, da on tega ne bi videl, porisali z ogromnim, jaz sem niso črke, ki so višji od mene, ne? Z vseh strani, da od kjerkoli te bodo pripeljali sem, ti bo popolnoma jasno, da si prišel nekam, kamor absolutno niti približno ne spadaš in da tukaj doma da to ni štala, v kateri bi bile ovce, ki nič ne razumejo, ne? Oziroma kakorkoli že. Ne? Ta druga stvar, ki je pa bila, ne, ta se mi zdi bolj nekako premetena, ta prva je bila sama akcija, ampak Rupel, takrat še večni Dimitrij Rupel, večni zunanji minister Dimitrij Rupel,
je na neki točki rekel, ma daj pustite antinatovce, to je neka skupina mladih zanesenjakov, zveni znano, ki nimajo pojma, nego neki serejo, bukvalno tako, ampak malo bolj diplomatsko, ipak je bil zunanji minister. Ampak nas je kao malo in skratka pusti to njih, ne vem kaj, ne vem zakaj jim javnomnenjske ankete tako, zakaj tako dvigujejo res to zavest, da ne smemo iti v NATO, da je treba biti kontra na referendumu in tako dalje, ker nas je malo in smo nič. Ne? In potem so se v enem od skvotov v Ljubljani naslednje 3 tedne ali dobra 2 tedna izdelovali ogromni transparenti. Širina je 2,5 metra, dolžina 4 metre, izdelalo se jih je par ducatov, ampak tako blizu 100. In potem sta neko noč, so se vsi ti transparenti naložili v prtljažnike, v 4 avtomobile, v vsakem avtomobilu smo bili 4 ljudje. In potem smo šli obdelati ta avtocestni križ. Tako da, če si ti naslednji dan, ker so bili primeri, se peljal recimo iz Kopra v Maribor, si nad vsakim nadvozom, skoraj vsakim na zdravje, skoraj nad vsakim nadvozom imel ta transparent z drugačnim geslom proti pač smislu tega, da gremo mi v to NATO. Ne? Tako da, to je pravzaprav izvedlo par ducatov ljudi, ampak na koncu je bil vtis, da je nas resnično veliko. Ne? In mi pravzaprav moramo zdaj čez to poletje razmišljati o podobnih strategijah, o podobnih akcijah in je resnično, je treba in se treba usesti pred to Ministrstvo za okolje in prostor in pred dotične druge neke institucije in enostavno še mirno poskušati neke stvari preprečiti. Morda, če se pojavi prilika za sest. Ja, mislim, vse ideje je precej, ne? Tudi kle je fajn biti kreativen. Jaz sem zmer za nenasilne te akcije, ne? Ampak svojemu telesam lahko v bistvu ful izražaš, ne? S tem, da samo sediš tam. Še najbolj je neugodno njim čez tiha, ne? To jih še najbolj razmontira. Ker ne vejo, kaj razmišljaš, kaj ti mota po glavi. Ne? Ja, pa ujezi jih to, ne? To je kao šola, ne? Če ti nekaj rečejo pa stihu, to je bilo najhuja, ne? Ampak jaz še zmer mislim tako, ne, da kle bo zdaj predvsej zataktizirati. Ne. Najprej videti, kako se bodo zadeve odvile. Ne. Še zmer večina ljudi, tudi jaz sem skeptičen, kako bo ustavno sodišče odločilo, ne, glede na vse nedavne dogodke, ampak kle zadeva še v bistvu sploh ni izgubljena. Ne. In tudi ta njihova agresija, ki se tako stopnjuje, pomeni samo to, da se oni dobro zavedajo, da če jim ne bo zdaj uspel poriniti naprej vseh teh projektov, ki jih v bistvu ne rabimo, jim jih nikdar ne bo. Ne? Zato, ker se je toliko ljudi prebudil, toliko ljudi videl, da pa pač to so pa neke buče, ki jih na koncu mi podpiramo z našim davkoplačevalskim denarjem in jih v bistvu ne rabimo. Ne? In sam ta moment, vse kar počnejo, ki gre bolj na podel nivo, ki gre, bolj je to dokaz, da delamo nekaj prav. Ne? Zdaj sam za biti potrpežljiv, ne obupati in iskati načine, kako bomo v bistvu pritisnili na prave točke. Ne? Jaz sem na začetku upal, da bo to bolj ka ne tek na neke srednje proge, nek 400-600 metrov tak občutek, ki prideš čist zgonen v cilj, ampak ni prav dolgo trajal, ampak zdaj kaže, da bo to bolj na dolge proge. No. Ampak glih to, kar se nam zdaj dogaja vse skupaj, in s to peticijo, in z maili, in z vsemi dogodki, kjer pridemo v živo, pa se dobimo, je pokazalo, da se združujemo in bi v bistvu tudi rad nikakor mi ne rata, da bi se dobil v živo na nekem soočenju z ministrom za okolje, ne? Za ne vem, mediji niso za, oni. Bi se rad pogovoril z njemu, kad to neki se čez cajtange, pa to meni preveč otroče. Ampak bi mu rad v bistvu povedal, da je nek povezovalen lik, ne? To, kaj je on uspel povezati ljudi v to kratkem času mislim, mala mu vera, no. Res. Zdaj moramo samo še najdeti moment, kako bomo na koncu pripeljali zgodbo tako, da bomo z lahkim srcem rekli hvala za vse te nebuloze, ki jih je počel. Imamo dober moment, poudarjam, bo pa treba biti vztrajen, pa potrpežljiv, pa kreativen. No. Ja.
Zdaj, to bo zaenkrat zadnje moje pravzaprav pod vprašanje, zaenkrat, tako da če ima kdo pripravljeno kakršnokoli vprašanje, naj se pripravi, bom prišel in podal mikrofon, pa naj krene, kot je bilo prej rečeno, neka razprava med nami. Kje bodo na voljo platforme, kjer se bodo lahko vse te ideje pravzaprav zbirale nekako na kup in tako dalje? Jaz vem, da to veliko je že v obtoku tega, ne? Ampak mora biti. Recimo, ena glavnih reči te akcije za naravo ob Savo, ne? Sem to rekel že dvakrat po moje danes, da bi radi s tem spodbudili manjše lokalne akcije, ki so samoiniciativne, ne da prihaja pobuda od nekod, je ta, da bi mi bomo zdaj ob Savu opozarjali na probleme v Petišovcih glede frackinga, na problem Anhovga, kjer bi radi kurili smeti iz pol Evrope, zato ker je fajn biznis, na problem hidroelektrarn na Srednji Savi, na problem Kemisa. Vse, mislim, teh problemov je ogromno. Ampak prav je, da mi te probleme naslovimo tudi točno tam, kjer se dogajajo. Ne? In ta ideja se je porodila en teden nazaj, danes, ko sem se vozil v Ljubljano, sem bil že na telefonu z enim krasnim fantom, ki organizira nek outdoor festival v dolini Soče, ki ga ne morajo speljati. In je rekel, mi bi pa naredili neki s to druščino ljudi, ki ima rada naravo in okolje, pa predvsem zdravje. Sem rekel, evo, to je en vikend za našo to Savo, bomo pa od Tolmina do Anhovga veslali, pol kolesarji bodo pa šli z Tolmina do Učje povedati, da pač nočemo 60-metrskega jezu, v tektonski prelomnici, ki če bo počil, bo odplaknil ljudi iz Tolmina direkt v Benetke. Ne? Da gre na to temo, da se ustvari nek prostor, kjer bodo ljudje se počutili ok, da sami nekaj naredijo. Ne? Tako, kot meni večkrat reče, ja, kako pa si ti naredil, kakšna je bila pa organizacija, je nič ni bilo. Enkrat sem bil na Žganu v Beogradu, pa poslušal cel dan, ko je vse narobe, pa sem rekel, ne, jaz bom nekaj naredil. In sem dal obljubo in sem pač človek, ki se rad drži obljub. In sem speljal ta prvi tur dobesedno z druščino 5 prijateljev. Mi smo imeli, avto so nam dali, kombi smo najeli za tako ceno, da so nam ga glih šenkali, pa za benz smo imeli pa za hrano. Pa je ratala največja akcija ohranjanja rek v Evropi. Mi nismo super junaki, risani junaki. Mi smo čist neki običajni ljudje, ki smo se odločili nekaj narediti, pa smo naredili. Se pravi, da v bistvu vsak lahko to naredi, ne? Ja, ne bom vam lagal, je ful dela, je ful nekega, ko pa rekel, ma ne odrekanja, se to ni odrekanje, ker na koncu nazaj pogledaš, vidiš, da si v bistvu naredil nekaj dobrega in zaradi tega lepš spiš, ne? Se je to tudi dosti važno v današnjem svetu, da dobro spiš, ne? Brez ne vem česa. Sem še to vprašanje. Ko smo pri dobrem spanju, ne? Pa Vizjak živi na sjajni ulica, ima imenitno ime, v Brežicah je to, ne? Ulica Stare Pravde. To mislim, zdaj morda zveni, kakor da napeljujemo k čemerkoli. Ne, iz 2 razlogov, ker je to javno dostopen podatek, ki je zraven še smešen. Drugo kot drugo, se je že tam nekaj zgodilo, ne? In tukaj bo tudi morda se treba, no najprej moramo vedeti vsi za to, ne? Pa morda se tudi kaj angažirati v zvezi tega, ker si mi ti to povedal, bi tebe prosil. Ja, v bistvu se je pojavil nek napis tam pred to hišo, mislim, da na cesti. Jaz sem videl samo sliko na Instagramu in so se direktno začele grožnje, a ne, pa neke obtožbe. Danes sem bral to v Novi 24, ne, v tem bajnem mediju. Sam povem, kak napis, no. No in točen, mislim, to je bolj, da pogledate, ker se ne spomnim, točno dobesedno je bil v stilu, če mirno spi, Vizjak, nekaj takega, no. Pa skredo, ki je ta prvi dež sprava, ne. In to označiti za fašizem, pa začeti direktno groziti ljudem, ki sploh nimajo dokazov, da so to naredili, ne. No in če se mi zavedamo, v kakšnem momentu živimo, ne. Včeraj je prišla ena dolgoletna prijateljica v Sočo, potem, ko je umrl partner, ki je bil moj en najboljših prijateljev med tole korono. Umrl je zaradi azbestoze v Anhovem, ne. Moj 75 let bil je pionir alpinizma,
pri 73 je z nami Katarakt veslal, ne vem, to je bil, on je bil, ne vem, ko bi temu rekel, pač legenda doline ali pa kempa, kakorkoli. In ona 3 mesece ali pa 2 meseca pa pol ni mogla priti zdaj sem v Slovenijo in ko je prišla, normalno, da je bilo hudo, ampak istočasno bilo vesela, ker smo bili spet skupaj klapa. Ampak je rekla, pismo Rok, jaz sem zelo malo uspela zvedeti z medijev avstrijskih, kaj se dogaja kle v Sloveniji, ker super govori slovensko tudi ona, pa sem brala slovenske medije, ma jaz to ne morem verjeti, je to možno, da se to dogaja, je to se meni dozdeva, ne. In v bistvu mi smo v zelo kratkem času toliko zamenjali normalo, da je navaren, če ne bomo hitro te normale spremenili, da se jo bomo res navadili, ne. Mi po definiciji živimo v sistemu, ki je totalitaren, ne. Saj vse, kar ni, vse, čemur ne prikimaš, je narobe pa sankcionirano, ne. Mislim, da je prav, da nekaj naredimo glede tega in da se zavedamo, da se dogajajo grožnje, ne. Jaz imam toliko zelo očiten avto, se vsem, če povem, da je take barve, rumeno-zelene, pa kar sladoledarski izgleda, ne, tako si vejo, kje se vozim, ne. Pa kje pridem memi. Meni so ljudje žugali, ne, ker sem se pelal čez vas, kjer živim. Ni lepo, zakaj je mene strah, pa zakaj vsakič, ko grem zvečer v avto, gledam, a brenze še primejo, a ne. Tisti, ki delajo probleme, pa špancirajo okolj, najbolj ponosni porani, a ne. Se napravim, da bi njih mogli skrbeti. Sam ni prav, da mene skrbi, prav bi bilo, da nobenega ne skrbi, da živimo v neki družbi, kjer se lahko na konstruktiven in nenasilen način zmenimo v rečeh, da bodo dobre za vse, ne pa samo za peščico drugih, ki bodo na ramenih pa zdravju vseh ostalih zaslužili še več, kakor pa imajo. Tako nekako. Mikrofon je tam, tako da samo naj se prvi opogumi. Evo ta, ne? Hvala Rok za to zelo dobro predstavitev. Jaz bi mogoče samo eno malenkost dodala kot odgovor na tvoje vprašanje glede tega, kaj prinaša ta tretji protikorona paket, konkretno ta člen o gradnji objektov. Zadeve so se lotili zelo temeljito. Konkretno jaz delam kot mnenjedajalka na enem javnem zavodu, kjer se ukvarjamo s posegi v prostor, konkretno pač z vplivi gradnje na vode. In ta zakon med drugim predvideva tudi, da mnenjedajalci moramo dajati konkretne rešitve, predloge za gradnjo, čeprav bi morali imeti po gradbenem zakonu recimo pravico do negativnega mnenja, ne. Če presodiš, da je en poseg preveč sporen za okolje, potem pač rečeš seveda ne. Poleg tega je tudi zelo veliko tega na temo skrajševanja postopkov v presojah vplivih na okolje, pravzaprav proti sami evropski zakonodaji tudi recimo, ki določa, da morajo vode dosegati dobro ekološko stanje. Ta zakon v to uvaja izjeme in tako naprej, no. Tako da je to res na vseh ravneh napad, če lahko tako rečemo, in na nevladne organizacije, javni sektor, vse po spisku, ki imamo karkoli z okoljem. Tako da, hvala. Ja, super, ja, da si povedala to še z tega vidika. Jaz sem to dojel tako, kot če ste vi javni zavod, a ne, se teh javnih zavodov je več v Sloveniji, in da ti zakon spišeš tako, da ta javni zavod lahko samo poda mnenje, ne more pa biti zares neko negativno mnenje, si ti ustvaril svetovalno službo, a ne. To pomeni, ok, vi ste rekli, da ni ok, ampak morate za investitorju povedati, kako naj to naredi, da bo pa bo ok, a ne. To je totalitarnost, a ne. To mene skrbi. Kam to lahko pripelje, če se je to v 2 mesecih toliko tega odvil, mene v bistvu, ja, resno me skrbi, v katero smer to gre, če ne bo zelo hitro zaustavljeno na nek dober način. In ja, verjamem, da se težko izpostavljati, verjamem tudi vsem tem ljudem, ki v teh zavodih delajo, javnih zavodih, da je težko, a ne. Samo če ti reče nek vladajoči, da bo itak onemogočil zavod, to pomeni, da tega zavoda na koncu ne bomo rabili, a ne, te inštitucije.
Se pravi, v bistvu nič več ne riskiraš s tem, če se upreš, kakor s tem, če se ne. Ne? Če je na kocki to, da bo itak v kinu zadevo. Tako da je prav, da se zgovarjamo o tem. Ja. Hvala. Ja, živijo. Lej, Rok, jaz bom mogoče malo na drug fokus dal, ne, saj veš, že petke in petke se srečujemo in poznamo srede, ne, pred drugim ministrstvom, torki so bili tam, ne, mislim, hočem reči, da v tem času, ne, ki nas na nek način tako narava kot našo osebno doživljanje življenja v neki organizirani družbi nagovarja k tem, da vzpostavljamo boljše pogoje, ne, gre to počasi čez mejo razumnega, obče razumnega v današnjem času. Namreč imam službo, v kateri sem mogoče celo v javni vlogi, ne, pa ne smem kričati, sem v stiski, potem pridem domov, se borim pač z ekonomijo mesec z mestom zaštukati in zdaj se ne še upiram. Ne. In zdaj se ob tem, ko se upiram, ne, in ko se borim za obče dobro, soočam z diskreditacijo. Ne. Dokam naj človek zdrži, oziroma, drugače bom vprašal, kje najdemo, tisti, ki pa ipak se smejimo en drugmu, ki se srečamo takrat v gužvi s cajtom daleč preko vseh ur, kje naj najde družba to isto motivacijo, da bo znala strniti teh pol leta, leto, če bo treba, in biti na ulici in prisostvovati tem, da se borimo za nekaj, kar bo jutri boljš. Kje ti črpaš mogoče to, ali pa kje tvoji bližnji najdejo navdih, da te podkrepijo v tej borbi? Kje bomo vsi mi lahko to črpali, da bomo hodili na ulice in da se bomo borili? Ja, to je super vprašanje. Ja. Mogoče za vikend sem v prvič malo cajta in sem lahko celo kaj prebral in sem prebral par pesmi od Kajuha. In ko sem jih prebral, sem rekel pismo, koliko bi bil ta star, ki je to pisal. Ne? Najbolj mi je odzvanjal ta zadnji vers te pesmi, ki mi je najbolj všeč. Ne? Veš, mati, lepo je živeti, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. On je to napisal pri 20 letih. Mi danes živimo tako, kot živimo zaradi teh, ki so takrat to počeli in oni so imeli na kocki življenje, mi imamo pa na kocki eno plačo ali pa dve ali pa pet. Ne. Jaz vem, da noben noče biti lačen pa premražen, pa noben noče odreči otroku to, da bi mu dal, kar si želi, ampak če pogledam jaz skozi prizmo unih časov, smislim, smo mi, zakaj pa se mi zdaj sprenevedamo? Ne? Mi imamo toliko obdobja, nam bi se smejali, rekli, kva vi sanate? Ne? Saj vem, da je to zelo radikalno mišljenje, ampak mi je dal misliti, no, sem kar malo zajokal, ko sem une pesmi bral. Ne? In mislim, da se moramo še zmeraj malo potegniti nazaj, pa nekako umestiti v nek prostor, pa čas predvsem, ki je bolj realen, kot ta, ki nam ga producirajo neki glavni mediji, pa televizija, pa reči, če pa nam mogo drug mesec na vejak ne kupiti, sem pa revež. Ne. Revež bom, če ne bom mogel čez en let iti, ob Savo hoditi, zato ker bo tam beton, pa ne bom mogel, čistega zraka dihati, ker bojo vse sežigalnice kurile smeti iz pol Evrope, zato ker bojo naši biznis tega delali. Jaz tega črpam, jaz se zavedam nevarnosti, ki preti, istočasno pa črpam z tega, da grem saj, če mi le čas dopušča, pa si ga zdaj celo vzamem, ker sem enkrat že za pol leta obležal od izgorelosti, pa borelije, pa ne vem česa vse, da dam vse stran, pa se grem zjagati v naravo. In ko jaz tam vidim, da je nekaj lepo, pa pač vem, da če ne bom nekaj naredil, bo čez en let tam buldožer, pač rečem, ne, bom naredil. Ker jaz tudi živim tak življenje, se nobenega nasilam v to ali pa niti ne promoviram, ampak živim pač v 30 let stari prekolci. Jaz nimam kaj dosti zgubiti.
Am bo kva Vizjak prekolca odnesel. Se tako narazen padla, če jo zapel za avto, ki je že vsa pregnita. Ampak na koncu je ta svoboda tista, ki ti omogoča, ja, da pa si bolj korajžen, je pa to tista, ne. Mislim, še to bom rekel, ja, v zadnjo sem v nek intervju z eno francosko televizijo, ki je ful poročala o teh njihovih protestih, ki so imeli nedolg nazaj, te rumeni jopiči pa to. Je rekla pismo, veš, da imate vi bolj moment, kot smo ga mi imeli. Vi imate tokene kreative, pa tokene pozitive, da se sploh ne zavedate. Vi ste v nekem balončku, ki ste majhna dežela, pa taki posebni ljudje, da se nikoli nočete prav preveč ceniti, ker ste toliko zelo skromni. Prav, vi bi mogli biti toliko ponosni nase, pa to zdržati, prav, vas bo začel, če boste ostali še en mesec, cel svet gledati. Rekla, kva te delajo. Malo se na to probajmo spomniti, no? Če to odgovori. Pa, to vam moram povedati, to, kar slišite, kar nekaj čivka gor, to je postavka vam kle gnezdi. Sred Ljubljane, a ne? Postavka je ta tak mali sokol, ki ful je te voluharje, pa to mene voluhar tako zajebava na vrtu, da ne vem, kva ne naredim z njemu. Tole postavko mu bom pelal. Prosim, kar naprej. Mi bomo še zapiti. Živeli. Mislim, ena stvar je popolnoma res, ker se pogovarjamo z ljudmi, ki jih imamo recimo, pa dobro, ne toliko širom sveta, ampak v regiji naši. Ne? Dejansko to, kar se dogaja v Sloveniji, lahko služi za navdih dogajanju v drugih nekih družbah, konkretno v naši regiji, v sosednjih državah in tako naprej. Ne? Jaz mislim, da zelo hitro lahko dosežemo tudi nek, vsaj drznimo si, ajde upati. Ne? Niti ne toliko sanjati, kot upati in si prizadevati za ta cilj, da pridemo do nekega učinka domin, ko lahko spodbudimo, ko lahko pokažemo, da se pač neke stvari da, ker to smo že naredili v tej državi, ne? In k temu spodbuditi še druge družbe oziroma države, ki jih imamo okrog sebe. Ne? Bi kdo še, ja, čak, ta mikrofon je tvoj, kje je drugi mikrofon, je tam? No, kdo bo še? Mislim, to ni demokracija, jaz bom določil nekoga. Sploh ni problema, ne bomo imeli tišine. Ker danes je res priložnost, da se o nekaterih stvareh tukaj pogovorimo, ne bomo predolgi, ampak je par vprašanj pa še bo. Ne? Jaz bi raje videl, da po vašem izboru. Zdravo, Metod kulturnik v narekovajih. Hvala za vso to energijo in inspiracijo in za ta pogovor, ki ga poslušamo danes. Mogoče super ideja za 27. junija. Malo sva se spogledala, midva dosti hodva, predvsem ob Savi znotraj naše občine, znotraj korone, ker se nismo smeli gibati ven teh mej, ker niti nismo vedeli, kje so. Pa smo pa ugotovili, da so malo severno od Save, tako da smo imeli Savo. Pa bi mogoče na nek način prevzel pobudo od Zbiljskega jezera do Sotočja z Ljubljanco. Bravo. Evo, vidiš, da bomo dobili koordinatorje, ker danes sem se skrbel, če bomo dobili dosti koordinatorjev. Ker je ful lepa v bistvu pot in kdor ne pozna Save, ful zamuja. Pa mogoče ni toliko lepo tam pri Jaršah, ampak vse prej pa vse pol je pa top. Tako da, evo, se bomo... Super, zbenen, bom kar dodelil odsek, ne vem z glave, kjera cifra je, ampak en gre od Mavčič do Medvod, pol gre en od Medvod do, pismo, ne vem, ko se kle reče, po 10 kilometrov so na grobo. Ja, sej ta do Sotočja je glih cirka, a mogoče pride prej, no, mogoče pride do avtoceste. Tako. Do obvoza, oziroma do avtoceste, do Maribora, pogre pa naprej. Tako da, ajde, Medvode do avtoceste. Podpisano. Hvala, super, evo.
Še kakšen koordinator, da se nam ulomili jutri prav preveč. Ne, pa še to, kva pomeni biti koordinator odseka. A ne? Pač, če poznaš ta plac, ga že poznaš, tam bomo navedali ime pa priimek, lahko tudi si nadaš kakšen nadimek, če ti napaše ime pa priimek in bo folk pač, ko se boste dobili, se bomo pogovorili. Še tako bomo probali narediti. Te začetne pa končne točke so več ali manj blizu javnih prevozov, se pravi, ali so avtobusne ali pa železniške postaje. Bomo celo timing prilagodili tako, da čim več ljudi lahko to pokoristi. Pol bo pa koordinator samo na začetku, večinoma okoli 10 dopoldan računamo, da bi štartali, povedal nek 3-minutni briefing, v smislu ne hoditi po cest, ne na glavo na skale skakati, bodite razumni, pa po pot kaj povedal, a ne. Ker se mi zdi, da je pomembno, da lokalc predstavi območje, ki ga pozna. Probali bomo pa še vsakmu koordinatorju dodeliti pomoč v obliki enega strokovnjaka, recimo ornitologa ali pa nekoga, ki popisuje kvaliteto vode ali pa nekoga, ki gre pogledat, koliko je onesnažen breg ali pa kakorkoli že. Zato, da bodo ljudje imeli šanso videti, kva te ljudje iz tega nevladnega sektorja zares počnejo, pa kako se ta zgodba odvija, ne, da bo to neko v oblakih, ja, te tam nič nadelajo, pa dobivajo neko plačo. Ne, pač to počnejo, pa boste lahko vprašali te ljudi, ne vem, kako pa vaša organizacija deluje na ta način. Hočemo v bistvu v en dan spraviti precej reči, ampak ne toliko, da bi bilo to preveč za sprocesirati. No. Da združimo prijetno s koristnim. Na ta način. In ena stvar, ki je mogoče se jo tu splača še samo nakratko dopolniti, sicer je samoumevna, je bila na nek način že poudarjena, ampak naj bo vendarle še enkrat, ne, da prav, mi moramo, pa ne rabimo se vedno definirati, imeti odgovore na pač te poteze. Ok, hočete izključiti in ste izključili ali boste izključili naravovarstvene organizacije iz teh postopkov, ne? Pazi, naravovarstvene organizacije, ne? Nekoga, ki varuje naravo, že to. Ne? Mislim, tukaj lahko odpadejo ideologije, kar se mi zdi dobro. Vi to izključite, če želite, ne? Ampak boste samo še toliko bolj povezali ljudi. En tak primer smo imeli zdaj. Ne? Tako da to je ena stvar, na katere se definitivno da računati. Saj ti nam ne pobegneš, ko bo tega konc. Ne? Okay. Je še kakšno vprašanje, prosim? Živijo, Jasmina. Mene samo zanima, kaj vi menite o tem, recimo, jaz gledam, kaj moji otroci učijo v šoli. In njih učijo, ne vem, so hidroelektrarne ekološki način pridobivanja električne energije. In to je sistematsko, oni otroke pač tako učijo. Kaj menite o tem? Ja, veliko, mislim, mi se zdaj zgovarjamo v naravi v splošnem, a ne, ampak moja, ko bi temu rekel specialnost, se nisem nikoli v to zares tako specialno vtaknil, ampak največ vem glih o rekah kot kajakaš pa biolog, pa o hidroelektrarnah. Ne? In v bistvu se je izkazalo, če bi mi se borili za neke pande ali pa za nekaj, ki se da predstavljati, pa objet, bi mi že 100-krat zmagali. Ne? S to neko energijo pa združevanjem ljudi, ki se je zgodilo čisto organsko. Borbi za reke, ki istočasno pomeni borba proti nepotrebnim jezovom, se pa borimo proti neki dogmi. Ne? Jaz sem tudi mislil do konca osnovne šole ali pa prvih let srednje šole, da so jezovi super. Čeprav sem bil ribič pa hodil za Savo skozi, sem mislil pa pač tista voda malo manj teče, noč se nakadi ven, se ja prima. Ne? Dokler nisem imel šanse videti, kako to postavijo, pa kakšni so učinki ali pa efekti na okolje, pa na zdravje ljudi. Ne? In če vam jih sam na brzino naštejem, če daš ti neko pregrado čez reko, kaj rečemo jez, v bistvu z reke narediš jezero, se pravi ni več reka, zato ker si vstal v tok. Temperatura vode se takoj poviša in pri dnu začnejo v bistvu zadeve gniti brez prisotnosti kisika.
Če si predstavljate nek velik jez, to poplav travnike, gozdove, tudi vasi, tako kot smo se prej izgovarjali, kar se v Turčiji zdaj dogaja. In brez prisotnosti kisika te zadeve gnijejo in producirajo ogljikov dioksid pa metan. In so prišle pred 5-6 leti ven študije, ki so pokazale, da so v tropskih pa subtropskih predelih sveta hidroelektrarne večji onesnaževalec s toplotnimi plini kot pa termoelektrarne. In so globalno hidroelektrarne v tem momentu enak velik onesnaževalec kot globalno letalstvo. Pač se nakadi z njih, metan pa ogljikov dioksid, ki izhajata v obliki mehurčkov ven z teh akumulacij, pač ga ne vidimo, na termoelektrarni vidimo dim, tlega pa ne. In zaradi tega so tudi Združeni narodi, mislim, da je zdaj že 3 leta od tega razglasili hidroelektrarne, velike hidroelektrarne kot nezeleno tehnologijo. Pol mi večkrat naprej vržejo, ja, saj v Sloveniji pa ne delamo teh ogromnih. Ja, v bistvu jih, To, kar so naredili v Brežicah, no in če ste videli, to se zdaj vidi z avtoceste, če se peljete proti Zagrebu, oni so dvignili samo nad nivo pokrajine, S temi nasipi, vse to se bo tudi še razvedelo, ko so te nasipe delali, pa kva vse je tam, pa koliko je to na hojladri narejen. Ampak v bistvu so ustvarili neko ogromno akumulacijo, ki je poplavila in kup nekih izjemnih ekosistemov, za kere niso naredili dosti dobrih nadomestnih habitatov. Tudi to mislim, da bo v kratkem prišlo ven, delamo na tem, da se pokaže, koliko so res naredili svojega dela. Ampak v bistvu to so veliki jezovi, To niso več, male jezovi so do 10 megavatov, to so neke tehnične pač karakteristike. Imamo pa v Sloveniji okoli 500 malih hidroelektrarn, Mala hidroelektrarna je pa vse pod 10 megavatov, večina njih je tako 1 do 2 megavata. Zdaj, če to povem po domač, če imaš doma delavnico šlosarsko, pa 2 švas aparata, ne bo dosta. Se pravi, mi uničimo eno reko, ki je pač manjša v zgornjemu poviranemu delu, zato da bo pol vasi imel štroma. In v bistvu večina teh malih hidroelektrarn je tako narejenih, da zajezijo tok in ga poj preusmerijo v cevi in kilometer, 2, 5, kakorkoli preračunajo, da je zadost padca, nižji dol po toku je centrala. Se pravi, imaš ti večino leta pod jezom suho strugo, Ribe še ne znajo peš hoditi. In v bistvu totalno uniči reko za minimalen izplen elektrike, Za 1 megavat smo mi pripravljeni uničiti celotno reko, ker ta reka se nikoli ne bo nazaj postavila, ker pač v vseh teh milijonih let nikdar ni presahnila, zdaj pa presahne za 1 megavat. In to se zdi problem. Mi jih imamo med 400 in 500, dajo pa manj kot 2% elektrike. Se pravi, če mi vse zdaj ta moment sklopimo, nobena žaranca zaradi tega ugasnila. Bo pa 500 ljudi hudo jeznih, ki dobiva subvencije za te male hidroelektrarne, ki producirajo elektriko. Največ recimo v pomladnih mesecih, ko imamo dež, pa nekaj, kar se še snektali, polet tako natečejo te reke več ali manj, pozim pa tudi ne. In tudi ta produkcija, količina produkcije zelo niha med leti. Pol pa še en vidik, ki sem ga pa doživel v Kanadi, punca iz Kanade pa greva čez zimo ponavadi, saj za kakšen mesec, tam imajo pa losose. Mi smo včasih tudi imeli ribe, ki so se selile proti toku. Ena izmed teh so bile jegulje. Včasih so jegulje prišle do Bovca, pravijo. Do Kobarida zihar, do Bovca pa rabimo še podatke dobiti. In recimo na primeru lososov so pogruntali s temi izotopi, ki jih sledijo. Izotopi so pač neka reč, ki jo lahko s določeno tehnologijo slediš v vseh tkivih ali rastlin ali pa živali. In lahko določiš, če so te izotopi prišli z morja ali pa z kopenskih ali pa sladkovodnih habitatov. In so ugotovili, da v teh starih drevesih, se pravi govorimo o zahodni obali Severne Amerike pa Kanade, ki so bila ogromna, ki so bila 80-90 metrov visoka, so izotopi iz oceanov. In kako so prišli tja? Na tisoče ton lososov se je letno selili nazaj po toku, tam, kjer so se zvalili z ikre, mini ikre. Bom začel s kontra. Losos se čist na vrh reke v izvirnem delu izvali iz ikre in splava
proti oceanu kot majhna riba, ki vaga par 10 gramov. Pol živi v oceanu 3-4 leta in se vrne nazaj, tudi 3000 km plava proti toku, kot 10-15 kilska riba, da se tam zdrsti in tam umre. In pride medved in tega lososa poje in pojuč špancira v gozd in opravi veliko potrebo. In ko je naredil s tem, pognojil je gozd, ne? Za 4 do 5 tisoč kilometrov daleč je prinesel hranila, ki nikdar ne bi tja prišla. In danes so ugotovili v Severni Ameriki, da so lososi tisti, ki so omogočili te nenormalno velika drevesa in gospodarsko panogo, ki je vsem dala kar dostnega zaslužka in so začeli rušiti jezove. Severna Amerika ruši jezove večje, kot so naši na Savi. Samo to je drago, ne? In jaz sem z njimi na vezi, oni so začeli celo gibanje, dam removal se mu reče, in rušijo ogromne jezove, ima to stane 50-100 milijonov jeso maken, tudi kompleksen projekt je, ampak so začeli na nov pisati te učbenike o ekologiji, ki so mislili, da se reka nikoli ne more pač nazaj postaviti. Umaknili so prvo jez tam na Olympic Peninsula, nekom polotoku, v roku 3-4 let se je reka upomogla, nehali je poplavljati kraj, ki je na izlivu te reke, zato so se spet sipine postavile, pa orke so prišle nazaj, ker so prej milijone zagonili za to, da polke prišle nazaj v ocean. Oni so mogli umakniti jez 100 km stran od oceana, zato da so orke prišle nazaj. A ne, to je pa ekosistem, to je pa neka povezava, ki je pa terja en kupenga uvida pa znanja. In me veseli, da so prišle cifre, ki govorijo, da se bolj splača reko pustiti nezajezeno, kot zajezeno. Jaz zdaj napravim, da moramo vse jezove ven vršiti, tudi približno ne. Par jezov še danes obratuje dober, pa imajo dober izkoristek. Tak primer so pri nam Dravske elektrarne. Ja, ne. Pač so res totalno uničili reko, ampak dajo kar nekaj elektrike in te umakniti ne bi bilo najbolj smotrno. Bi bilo pa smotrno obnoviti turbine v teh jezovih. In to je eden od predlogov, zakaj bi delali nove jezove, če mi jez že imamo, pa lahko enostavno vgradimo turbino, ki je leta 2020 ima precej boljši izkoristek, kot leta 1960. Se pravi, obstajajo rešitve, ne rabimo pa narediti zdaj na Balkanu Slovenijo vred 3000 novih jezov, če ne bo to rešilo problema energetske krize, ki jo v bistvu trenutno sploh ni. Imamo pa ekološko krizo. Ne? Tako da se zgovarjati, v Sloveniji imamo ta problem, da ko se zgovarjamo o obnovljivih virih, se zgovarjamo samo v hidroelektrarnah, drugo ne obstaja. So še drugi načini in me veseli, da je zmer več ljudi poudarja te druge načine, pa da so tudi neke številke, ki to dobro argumentirajo, da je izvedljivo. To boš ti vprašala. Ne morem, da te ne bi malo za jezik cukal. Namreč imeli smo šolo, ne, učenje o, ne vem, če lahko rečemo o ekologiji, ampak Rok, lej, v ta diskurziven prostor, ki ga zdaj imamo, energija, pomanjkanje energije, obnovljivi viri, bla, 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 ne, zakaj pa ne govorimo nič o odrabi, nič o tem, da bi se človeštvo lahko končno umirilo, ne, in razmišljali vsaj v javni upravi ne postavljati klimatiziranih, nemogoče visokih, temeljenih, bla, bla, bla zgradb, ampak iti izobraževati tja v šole, kako ne izrabljati tega, kar itak imamo dovolj, verjetno, za sedanjost. Ja, to je odgovor na vse, to je odrasta, ne. Pa namesto govor o megavatih bi mogel biti govor o negavatih. Ne, mi moramo se tudi zavedati, da imamo zmer več nekih naprav, ki jih poganja elektrika, ampak so tudi zmer bolj učinkovite v smislu, koliko te elektrike rabijo. Definitivno pa ne rabimo teh naprav. Ne. Se pravi, bi mogel vsak pri sebi poštudirati, kako to malo zreducirati, ampak spet, to ni na nas, ljudeh, to je na sistemu, da poštudira, kako z omejenimi viri delati na način zavedanja, da so omejeni. Ne pa kar grabati, na koncu bomo pa padali na glavo dol v prepad, pa se praskali, kako pa se nam je to zgodilo. Ne? To je rekel ta star Tompkins, Douglas, on je uspel rešiti precej
Patagonije, pokrajine dol na jugu, tako da je enostavno kupil. Res, on se je tam lomil, ne vem, kva vse je probal, ni šlo in mu je ratal v biznisu in enostavno kupil za Slovenijo pa pol ozemlja, ga zaščitil z narodnim parkom in na koncu podaril Čilu pa Argentini. Je rekel, tole jaz vam dam, samo takole bomo spisali zakonodajo, da kle nič ne morate delati, da bo kle pač lokalna skupnost lahko živi pa dela tako, kar je delala že 1000 let, ne mi pa kle zdaj vse razrit za neke rudnike pa ne vem kva. In on je eno dobro enkrat rekel, on je rekel, če še predstavljamo razvoj kot hojo naprej, ne, kar se ga po moje večina nas predstavlja, pa nas ta hoja naprej pripelje do prepada, ne, a bomo naredili še en korak naprej, pa v bistvu zavestno dol na glavo padali v prepad, a se bomo obrnili za 180 stopinj pa še kar naprej hodili, pa preživela, ne. Noben ni proti razvoju, zgovarjamo se o tem, kakšen bo ta razvoj. In danes je Neža tam, ko smo debatirali o tej akciji, ki jo bomo naredili, dobro rekla, prav, a se mi sploh zavedamo, da mi dojemamo razvoj isto, kakor 80 let nazaj, kakor naši detki. Za nas je razvoj buldožer, beton pa asfalt, pa želez. Ja ne, če smo se razvili kot družba, dajmo tudi spremeniti pogled na razvoj, pa neke vrednote razvoja, ne. Sam kle imamo problem s kapitalizmom, ki hoče vsak dan več, vsak dan novo, vsak dan ne vem kaj. Ampak glih ta korona kriza, kakor nas je, ne vem, razrukala ali pa ustavila, nam je dokazala, da lahko, ne. Ne vem, je bil kdo lačen un mesec? Ne. Pa cajta smo vsi imeli več. Dober, nismo se družili ali pa smo se malo bolj naskrivaj družili, ampak meni je bilo prav fletano, ne. V smislu dokaza, da se da z manj imeti lepš. Zdaj moramo nekako to dopovedati unim, ki tamle zdijo. Samo še eno stvar, ki si prej govoril, da pred časom ali pa v šoli smo se učili, da so hidroelektrarne super. Ja, se pridružujem, tudi jaz sem mislil to še 15 let nazaj mogoče. Pa mogoče sem pol malo pozabil. Pa sem šel pa 2009 na Kitajsko, ko sem imel eno zadevo v Pekingu. Sem rekel, hočem videti na novo odprt Three Gorges Dam. To si ne morete predstavljati. To je tako, kot odkle, pa do Cankarjevega doma, ne do parlamenta, do Cankarjevega doma, velika betonska klada, ki je 200 metrov visoka, a ne? In je ne vidiš v uni meglici do konca. Imam fotke, ne vidiš. In to je v bistvu v tem kanjonu, kjer se Jangtze giba in potem se odpre ravnica. Ravnica se odpre pa po Hubeju proti danes slavnemu Wuhanu in ogroža, rečemo temu, 100 milijonov ljudi. Sigurno. A ne? Tisto je vojaško zaščiteno območje. Tam se ne moreš gibati. Ker kaj en tam, kakšno bombo vrže, gre 60 milijonov ljudi tako. Tako, kaj je šlo v Cortini, kva 60-ga. Vajon, tja leta 63, če se peljete v Dolomiti smučati, vidite, tam je, sploh ni jaz počel, ampak je zemeljski plaz, smo odprleto 1900 ljudi umrlo v 5 minutah. Plus vode je odnesel kva 2 ure ljudi. Tako. Ja no, sej so tudi zajeli ta jez v Mosulu, a ne? To je bila prva taktika, ko jezovi so pač tempirane bombe, a ne? In ta moj prijatelj, Avstralec, on ima malo več cajta, ta Benny, se je poglabljal v številke in je v bistvu prišel do številke. Zdaj bojo spisali nek članek na to temo, da je na svetu več ljudi umrlo zaradi nesreč z jezovi, kot pa zaradi jedrskih nesreč. A ne? Lih par dni nazaj sem bral, ja, da je bilo na Tajskem ali kje se jim je zgodil nek neobičajen monsun, ki jim je podaril celo serijo jezov in je 250 000 ljudi umrlo v dnevu ali dveh. Reakcija sistema je bila, da ko je to odplaknili, so prišli pa še enkrat zgradili to. Ker so rekli, da take nevihte na še enkrat. Ampak ja, to se dogaja, ja, se pač... Ja. No dobro, sej takrat je bila marsikaj taktika. Niso zdaj, razumeš,
Kao boj, vidiš jez, pa beži od njega. Ne, se ni, ampak ja, načeloma, ja. Veš kaj, tako zdaj, ker postaja ipak mal veje ta veter, ne postaja mal mraz, sploh pa predvsem tisti, ki večkrat pridete sem, ne, na to vrstne pogovore v okviru dežele pridnih pod okriljem Slovenskega mladinskega gledališča. Dobro veste, da pač midva ne bova zdaj nikamor zbežala, ampak sledi neko neformalno druženje in imate tukaj roka. Zdaj, preden greva v neke zaključne besede, bi jaz samo, da potem recimo ne prekinjamo aplauza ali pa da po aplauzu ne govorim. Zdaj, nadaljevali bomo 30. junija, bo tukaj tudi debata, upamo, da tle, če bo dobro vreme, če ne v veliki dvorani noter, z odvetnikom Dinotom Baukom, ki je tebe branil, ne? In je tebe branil, ne? In mene. Skratka, mislim, imamo človeka, ki ga dobro poznamo, človeka, ki razume, ki resnično razume stvari do te mere, da se velikokrat angažira za določene pravne procese, ko prepozna, da recimo država oziroma represivni aparat države po nalogu politike ali karkoli, ne, nadleguje ljudi in tako naprej. Ne. Z njim bomo 30. junija šli skozi določena pravna sredstva, ki jih moramo mi vedeti, ali pa neke zakone, ali pa neke pravne cake, bi se reklo, ne, ki jih moramo mi vedeti, poznati, ko recimo imamo akcije, kot ste jo vi imeli pred MOP-om, akcije, ki bodo še nastajale in tako naprej. Meni se zdi, da je to pomembno, da tudi te stvari slišimo, si kaj od tega zapomnimo, kaj tudi zapišemo, ker si bomo pol morda tudi kaj več upali, ko nam bojo stvari malo bolj jasne. Ne. Zdaj, glej, za zaključne besede, v končni fazi jih bom prepustil tebi, jaz nimam pravzaprav kaj dosti za reči. Tukaj je pravzaprav bilo povedanih veliko stvari in kar je še najlepše, napovedanih je bilo kar nekaj stvari. Ne. To je sploh dobro. Ne. Jaz imam cel čas nekako v vidu, ampak to resno nisem planiral o tem govoriti, pa si pa ti nekaj rekel, ki mi je dalo asociacijo. Bral sem intervju z izvršnim direktorjem korporacije Nestle. To je največja korporacija na svetu, ena od največjih, prisotna v skoraj da vseh državah sveta, ima pod svojim okriljem toliko naravnih virov pitne vode, da pravzaprav iz Združenih narodov hodijo tja strokovnjaki spraševati, kakšne prognoze ima Nestle glede pitne vode za nadaljnjih 20-30 let in tako naprej. Ne. Pozabil sem ime tegale CEO-a, izvršnega direktorja, našli boste to na Googlu z lahkoto. On je rekel, ja, ampak mi moramo vodo privatizirati. Ne. Mi moramo to privatizirati. Ja, pa zakaj? Zaradi tega, ker sicer ne bomo vedeli, kakšno ceno ima. Vi razumete to. Skratka, mi govorimo, ko smo za varovanje narave, za varovanje okolja in tako naprej, za trajnostni razvoj in govorimo, da smo v konfliktu proti nekaterim ljudem. Jaz sem to vrstne ljudi spoznal neke direktorje velikih korporacij v tujini. Ne. Imajo isti pogled v očeh, kot ti pezdeti tukaj v Sloveniji. Isti pogled. Toliko, kot imam jaz recimo rad svojega psa tam nekje, ne, kot imaš ti rad vse slapove, ki jih znaš po mojem na pamet po tem Balkanu, kot imamo resnično mi radi naravo, tako imajo oni radi denar. Jaz sem z nekaterimi od teh ljudi govoril in vsi absolutno popolnoma razmišljajo isto. Kolikor je nas danes tukaj zbranih, lahko razmišljamo o nekih ideoloških ali političnih, idealističnih, ne bodi ga treba štagot, kakorkoli razlikah v naših stališčih, pogledih glede česarkoli. Lahko se pogovarjamo o različnih okusih, o glasbi, tako dalje. Pri njih pa tega enostavno ni. Je samo to. In ko govorimo, da smo za naravo, govorimo pravzaprav, da je ne damo jo tem ljudem. To moramo nekako vedeti. To je tisto, kar bi jaz recimo na koncu položil na srce, na na dušo, karkoli, da o teh stvareh razmišljamo, ko tehtamo, ali si bomo vzeli čas, kdaj si bomo vzeli čas, da se pridružimo neki pobudi, neki inicijativi, ali pa jo more biti tudi sami
zastavimo, predlagamo in tako naprej. Zdaj pa prosil še tebe za neke besede zaključne. Ne, kar češ. Še bomo moderovali. Ne, saj si ti dobro povedal zdaj, ja. Fajn je vedeti, da pa se zaveda, da v bistvu manjšina hoče vzeti vse. In ta manjšina, jaz sem tudi imel šanso spoznati te ljudi, jaz grem kdaj, jaz sem tako dosti domač v lokalih, tudi za šankam. Zdaj imam ta problem, da kamor pridejo, vejo, da sem ki se je tam usedel v vijoličnih hlačah in ne morem več tega početi. Razen mogoče se moram ustrišti. In rad grem v čevlje različnih ljudi, in skušam razumeti, kako oni dojemajo stvari. In sem zmeraj mislil, da te ljudje to ne morejo spati, kako to lahko spijo. Oni super spijo. Več, kot je na grabu, boljš spi, zato ker pač tega ne vidi in v tem smo si različni. Jaz sem vesel, da smo različni, ampak ker različnost drugega škoduje večini, mi pa ni všeč. In če se bomo mi končno zavedali, da smo mi večina, pa da njih ni sram, nas pa ne rabi biti strah, se bo zadeva spremenila. In mislim, da smo že več ali manj tam, z eno nogo smo že tja stopili, bo pa treba še kaj narediti. In ne, danes sem spet po radiju slišal, ko sem se sem pelal, ne vem, neko inicijativo so nekaj vprašali, pozabil sem točno o čem. Ja, mi lokalci nimamo moči. Ne tega verjeti. Če ima kdo moč, če imajo lokalci. Jaz sem na lastne oči videl v Bosni in Hercegovini, ko se je 30 žensk v najbolj šovinističnem delu usedeli na most, pa 500 dni na mostu so sedele, ker niso hotele dati reke, ki jo pijejo. Prišli so, specialna enota policije, polomili so jim roke, prišle so naslednji dan z gipsom nazaj, v -20 so bile tam, v +35 so bile tam. Vsi so rekli, da nimajo šans, danes ni jezu, žur so naredili, pa dobro vodo pijejo. Dajmo še mi. Kot ste opazili, to smo posneli. Posnetek bo dostopen na spletni strani Slovenskega mladinskega gledališča. Goran, gre to preko YouTubea ali kako? Torej, ljudje grejo na splet, zato da pol to, oziroma tako, če sledite Roku na Facebooku ali kakorkoli, objavimo pač tale, damo ljudem vedeti, za ta posnetek obstaja, da je ta pogovor bil. Pa, ukolikor želite, verjamem, da ja, ga prosim, delite na okoli, da to pride pač še do več ljudi. Marsikdo je tudi mene klical, pa izrazil željo, da bi prišli, pa pač predaleč stran živijo. Rok Rozman in hvala vam, tudi vsem vam. Hvala, da ste prišli, ja. Zdaj jaz to odnesem tja in je bilo, samo da je bilo, ej, ne se ne stovaj.